Lepo zdrav in dobrodošli na še enem liveu Kriptodnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu, in če se mi želite pridružiti v živo in to spremljate kasneje preko YouTuba, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. In seveda, če spremljate to tudi kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je tole všeč in pa da tudi malo požene algoritem. Danes je sreda, 29.4. in obetajo se kar zanimivi dogodki, seveda danes, FOMC meeting. Jerome Powell bo govoril. Zdaj, kar se tiče obrestnih mer, ne pričakujem kakšnih velikih sprememb, po mojem bojo ostale iste, ampak bi znalo biti pa kar zanimivo to, kaj bi Jerome Powell lahko rekel. Skratka, pričakuje se kar velika volatilnost. Zdaj, morda, kar se samega trga tiče, kriptotrga, je že kar precej negativnosti. Očitno smo tudi zato kar popadali že dol, tako da to je morda že vključeno v ceno. Včeraj smo izpostavili tudi tole skrito medvedjo divergenco, ki se je potem izvršila, in potem smo dobili odboj. In zelo zanimivo mi je, to gledamo zdaj na enournem časovnem intervalu, bom jaz to malo približal, da bo lepo večje. To gledamo na enournem časovnem intervalu in kar mi je zanimivo je, da smo mi prišli točno tukaj gor do tele točke. In zdaj bom postavil eno špekulacijo, bomo videli, če se bo tole dejansko izvršilo. Lahko mi tukaj zdaj naredimo narobe obrnjeni head and shoulders. Malo se že spuščamo zdaj v zadnjem času. Kaj bo treba zdaj spremljati? Tole mejo 76.600, tam nekje. Torej, to je meja tele rame, tukaj, ki smo jo dobili. In to bi bil seveda bikovski vzorec, ampak ta glavna tukaj je zdaj tale neckline meja na okoli 77.300. Mi bi morali zdaj tole prebiti in seveda, da potem rastemo naprej gor. Kaj nas potem čaka? Potem nas čaka še tale spodnja meja tegale kanala, ki smo ga spremljali zdaj že kar precej časa. Mi smo tale kanal izgubili in ta spodnja meja bi zdaj lahko delovala kot odpor. Tako da, če pridemo mi zdaj do tukaj gor, trenutno se nahaja na tam nekje 79.000, kar bi seveda lahko prišli. Ja, bo treba spremljati tukaj. Če bomo mi dobili odboj, potem lahko padamo naprej dol, ker bi pač tole delovalo kot odpor. In seveda spodaj imamo mi tukaj še spodnja likvidnostna območja vseh tistih, ki so stavili na rast. Ta prvo je na 74.800 in potem naslednje, ki smo ga označili, na 73.600. Imamo še tole likvidnostno območje tukaj zgoraj, vseh tistih, ki so stavili na padec, točno na tem vrhu, kot smo razkrili včeraj. In ja, tega bi lahko šli pobirati, to je pa na tam nekje 79.500. Kar se tiče 15-minutnega časovnega intervala, je situacija nekje podobna. Lahko tudi tukaj delamo narobe obrnjeni head and shoulders, ki je bikovski vzorec. Zelo zanimivo mi je tole, da je tukaj kar precej ljudi stavilo na padec. In po mojem, če mi zdaj prebijemo tole neckline mejo,
bi lahko pobrali njihove stop losse. Funding rate je tudi kar precej negativen. Dajmo pogledati še primerjavo. Tukaj, točno na tem dnu, so ljudje stavili na padec in po mojem, ja, če prebijamo tole neckline mejo, bi lahko pobirali njihove stop losse. Najbolj seveda, kar se tiče Ethereuma, to je tale vijolična krivulja. Bitcoin je več ali manj nevtralen, čeprav smo se kar skorajda dotaknili preprodanega območja. Poglejmo zdaj še likvidacijske cone tukaj na tem grafu. Trenutno imamo naštimano na 24 ur in kot vidimo, tukaj imamo tole mejo, ki je kar izpostavljena na okoli 77.700. Taka zanimiva, čarobna številka. In potem naprej na 78.000. Dajmo pogledati, koliko se tole... Ja, 78.000, to bi lahko prišli gor do tele spodnje meje tegale kanala. In potem seveda, da pobiramo tudi tole, če seveda pridemo do tle gor, tole mejo na okoli 79.500. Lahko damo zdaj še na en teden, da vidimo malo sliko od daleč, kako so kaj pozicije. Ja, trenutno kar malo prazno, vse te tukaj spodaj smo mi zdaj pobrali. Imamo pa tele tukaj zgoraj 78.500 in pa 79.750 tam nekje. Kar sem pozabil še povedati, tukaj včeraj smo mi naredili eno, potem, ko se je dan razvijal, mi smo naredili eno bikovsko divergenco. Imamo dno in pa nižje dno. No, čeprav nismo prišli prav dol v preprodano območje, bili smo kar blizu. RSI je pa naredil dno in pa dno na nekje isti višini. Bomo mi zdaj videli, če bo tole dovolj. Hkrati pa imamo tudi tukaj zelo zanimivo, bo kar precej črt, moram kar malo brisati sproti, torej tale bikovska divergenca se je izvršila, ampak ja, lahko bi šli še vedno dol. Zanimivo mi je pa tole, vrh in pa malo nižji vrh. Potem kot tukaj vrh in pa višji vrh. Zdaj tukaj bi gledal predvsem tole, da mi pridemo v prekupljeno območje, kar se tiče RSI-ja. In potem naredimo kakšen mini trend navzgor. Bomo videli, kako se bo tole vse izvršilo, kot sem že rekel. Obetajo se kar precej volatilni časi, po mojem tudi sploh na podlagi tegale današnjega govora. Tako da v takih situacijah je najboljše, da se malo počaka in da se vidi, v katero smer bi trg potem lahko šel. Še eno stvar, ki sem jo tudi izpostavil včeraj, mi smo zdaj izgubili tale kanal, ampak če mi pridemo nazaj notri v ta kanal, bi bilo tole izjemno bikovsko in bi mi lahko potovali naprej gor po tem kanalu. Ampak trenutno mi ni ravno najbolj všeč, koliko časa se mi zdaj zadržujemo izven tegale kanala. Ok, Ethereum ni kaj dosti novega tukaj. Mi praktično še vedno gremo naprej v tejle cikcakasti konsolidaciji. Ima kar precej gršo strukturo od Bitcoina. Je pa v zadnjem času s tole rastjo
s tole rastjo, s tole zadnjo rastjo so se začele kar nabirati kratke pozicije, tako da to bi lahko bilo nadaljno gorivo za naprej gor. Seveda, če gremo naprej gor, imamo tukaj likvidacijske cone, ki smo jih že označili prej, na 2400, potem 2424 in naslednja še tale tukaj 2456. Imamo tudi svoj medvedji scenarij, ki, no ja, se ne izvršuje ravno po načrtu, mi smo šli zdaj gor. Ampak, ja, spodnjo likvidnost, ki jo imamo, je pa tukaj na okoli 2177. Tako da to bo v bistvu še vsekakor zanimivo. Trg je trenutno kar precej negativen in v takih primerih, to tudi večkrat opozarjam, se zna obrniti ravno v nasprotno smer. Torej, v nasprotno smer od pričakovanj večine. Bomo pa videli, kako se bo tole izvršilo. Včeraj smo pogledali tudi Nasdaq, ki potuje v svojem kanalu navzgor. Smo točno zdaj tukaj na zgornji meji kanala in to bo tudi treba spremljati, ali bomo mi nadaljevali rast, kar bi bilo tudi izredno bikovsko za kriptovalute, ali pa bomo zavrnjeni od tele zgornje meje kanala. V tem primeru bi pa kriptovalute po mojem lahko kar precej pogarale. No, zanimivo, kar se tiče tega tehnološkega indeksa, je vsekakor tole, da smo mi ravno pred kratkim naredili all-time high. Medtem ko kriptovalute se pa komajda kaj premaknejo. Bomo videli, kako se bo vse tole izvršilo, treba bo spremljati vse tele trge. Seveda, če bo še karkoli pomembnega, bom jaz dodatno obveščal preko Patreona. In če se mi želite pridružiti tudi tam, kot sem že rekel, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju, če to spremljate kasneje preko YouTuba. In če spremljate preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live zamudili. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je to všeč. Pa tudi komentirajte spodaj, razvijajo se zelo zanimive debate in tudi zelo rad pokomentiram z vami. No tako, jaz vam zdaj želim en lep dan še naprej, imejte se fajn in se vidimo, če ne prej, ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.